Zdravje ni samo odsotnost bolezni in poškodb. Ne moremo ga kupiti, kadar ga potrebujemo. Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot stanje popolne telesne, socialne, duševne in duhovne blaginje, oziroma rečeno preprosteje. Naše življenje naj bi bilo telesno, duševno, čustveno, družbeno in duhovno uravnoteženo. K temu spadajo tudi naše vrednote in življenjski nazor. Šele vse skupaj daje smisel življenju in je hkrati pomembno za dobro počutje. Imate mogoče kakšne konkretne številke o tem, kakšna je trenutno, recimo pri vas v kliničnem centru, potreba po poklicu diplomirane medicinske sestre? Zadnje projekcije potreb, izračunane na osnovi našega kategoriziranja pacientov, mi pač vsakodnevno kategoriziramo paciente, kaže na število okrog 17%, to je okrog zdravih 500 diplomiranih medicinskih sester, kar se sliši za nas sistem zelo veliko. Ampak če pa povem enostavno, to pomeni mogoče 2 diplomirani medicinski sestri več na posamezni bolniški oddelek, ne? Ampak ker smo mi tako zelo veliki, pri nas je vse skupaj 3000 teh izvajalcev zdravstvene nege, je tudi številka ta 500 vedno se sliši kot zelo visoka. Kje pa lahko delajo vse zdravstveni delavci? Najbrž ne samo v kliničnem centru, ne? Na vsak način. Ker nam vljudno vabljeni vse srednje medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre, radi jih sprejmemo, kajti pri nas se zelo veliko naučijo, kamorkoli potem grejo, imajo neko bazo znanja, so sigurnejše, samozavestnejše, ampak delovna področja so seveda tudi drugje, zelo radi odhajajo v zdravstvene domove, v patronažno službo, v domove za starejše občane. In glede na vedno večje potrebe starejših prebivalcev in vse večje prenašanje nege tudi na dom, v domače okolje, sem prepričana, da bodo vedno večje potrebe po zaposlovanju tudi za delo na domu, to pomeni spet na primarnem nivoju, tako da prav tam bodo zelo potrebne srednje medicinske sestre. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 1321 prostih delovnih mest za poklic zdravstveni tehnik. V enakem obdobju je bilo prijavljeno 347 brezposelnih tehnikov zdravstvene nege. Vedite, veliko ljudi pričakuje razumevanje in vašo pomoč. Kaj vam lahko položimo na dušo za na konec oddaje? Ja, zdravje. Saj veš, kako je, ko zbolimo, bi vsakrat čim prejšnje okrevanje, tablete, terapije. Ja, in šele, ko nimamo zdravja, se zavemo, kako pomembno je. Znanstveniki so ugotovili 7 dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje. In sicer nič pitja ali pa zmerno pitja alkohola, nič kajenja. Uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost. 7 do 8 ur spanca na noč. Zdrav zajtrk in brez vmesnih prigrizkov. No in če se boste držali teh nasvetov, potem boste ostali zdravi. Če pa slučajno ne boste in boste morali v bolnišnico, pa bodite prijazni do osebja, ker kot ste videli v naši oddaji, se zares trudijo. In fajn bo, če bo po tej oddaji še kdo navdušen in bo rekel: to bo moj poklic.